Pa bi kar prešel k svojemu referatu od Jakoba do Markiona. Zdaj najbolj dramatična stvar za antičnika je, ko mora deliti zaslon, ker nikoli ne ve, ali bo uspelo. Dobro, no, marsikaj tega, kar sem imel sam namen povedati, je zdaj že sijajno povedal dr. Miran Špelič, tako kot on zna. Njemu se zahvaljujem, da me je opozoril na besedilo, dialog, s katerim je pravzaprav moj referat, to je knjiga Pole Fredriksen When Christians Were Jews, na katero me je prvi opozoril ravno dr. Špelič. In v tej zelo zanimivi knjigi v epilogu preberemo tudi misel, s katero se avtorica odpoveduje svojemu lastnemu naslovu. Naslov je bil, ko so bili kristjani Judje, ampak na koncu Fredriksenova pravi, ne, pravzaprav to niso bili kristjani, to so bili zgolj Judje. Se pravi, prva krščanska generacija naj sploh ne bi bila krščanska. Če pogledamo to tezo Pole Fredriksen, potem bi seveda lahko začeli govoriti o kristjanih, kvečemo tam okoli leta 250. Če res pomeni biti kristjan to, da imamo cel sistem škofov in naukov in veroizpovedi in urejene teologije, potem pred letom 250 kristjanov ni. Zdaj, seveda, ta radikalni predlog Fredriksenove, češ v krščanstvu pred letom 70 ni pravzaprav nič krščanskega, je zgolj judovstvo, po svoje izvira ravno iz starozavezne judovske tradicije, ki, kar me vedno bolj fascinira, je dejansko zorni kot zgodovinskih underdogov oziroma tistih, ki so bili zgodovinsko vedno podrejeni, za razliko recimo od večine grško-rimskega zgodovinopisja, ki izhaja iz drugačnega zornega kota, in zato so kar naprej tudi razmišljali o lastni krivdi in grešnosti. Ter lahko prihajali do takih radikalnih postavitev lastne istovetnosti pod vprašaj, kot je tale Pole Fredriksen. Čeprav, seveda, po drugi strani je zgodovinski paradoks, da pa je vzornik srednje in novoveških vladarjev postal na mesto tudi Mozesa III., Ramzesa II., Hamurabija in vseh ostalih velikanov, ravno lokalni šerif iz Betlehema, kralj David. Po drugi strani je pa ta radikalna teza Pole Fredriksen eden od številnih poskusov razrešitve kvadrature kroga, ki odlikuje odnos med krščanstvom in judovstvom. Kajti ta odnos izvira od nekdaj in bo verjetno izviral, dokler bosta krščanstvo in judovstvo obstajala, iz dveh težko uskladljivih ali pa neuskladljivih izhodišč. Prvo izhodišče tega odnosa je, da je judovska dediščina in so judovske korenine in je judovska temeljna vsebina za krščanstvo nujno potrebna in življenjskega pomena. Ta njen pomen izvira v antiki iz dveh osnovnih podmen. Prva podmena je, Jezus je bil Jud, vsi njegovi prvi učenci so bili Judje, oziroma kot je včeraj to formuliral sjajno dr. Marko Jovanovič, ko se kristjani sklicujemo na Jezusa, se ne sklicujemo na kristjana, ampak na Juda. To je en vidik, seveda ključen. Drugi vidik pa je, da je krščanstvo potrebovalo judovsko predzgodovino, da se je sploh lahko legitimiralo in da je sploh lahko postalo stranka v postopku v grško-rimskem svetu, z njegovim specifičnim pojmovanjem kultov in odnosov do božanstva. Če bi krščanstvo odmislilo svojo judovsko predzgodovino, potem bi imelo še veliko večje težave, kot jih je že tako imelo. To je eno bistveno izhodišče. Drugo bistveno izhodišče, ki pa vendarle zaznamuje ves odnos med Judi in kristjani skozi zgodovino, zlasti seveda tokrat z krščanskega vidika, pa je, da pa lahko samostojna krščanska istovetnost nastane ravno z ločitvijo od judovstva, oziroma je ta ločitev od judovstva nujna, če naj bo krščanstvo samostojna kategorija. In to sta seveda izhodišči, ki dejansko nista združljivi in predstavljata kvadraturo kroga
ki je praktično ni mogoče razrešiti. In seveda Paula Fredriksen, tako kot je tudi že dr. Špelič nakazal, izhaja iz grozljive izkušnje šole v 20. stoletju, ki seveda postavlja ta judovsko-krščanski odnos v čisto novi okvir in pri kristjanih upravičeno vzbuja spraševanje, koliko so svojimi stalnimi napadi s poskusi ločevanja od Judov prispevali k tej katastrofi, za katero mi lahko rečemo, da je imela svetopisemske razsežnosti. Vendar pa to seveda ne pomeni, da v krščanstvu prvih desetletij ni nič krščanskega. Oziroma ta odgovor je ravno tako radikalen, kot sta radikalna dva druga odgovora, ki sta se na to nerešljivo dilemo izoblikovala že v prvem stoletju obstoja skupnosti Jezusovih učencev. Oblikovana sta bila vsaj do leta 140 po Kristusu in sta izražena eden v Barnabovem pismu in drugi v dejavnosti in zamislih že omenjenega Markiona. To predstavljata v bistvu dva poskusa reševanja, dva radikalna poskusa, tako kot je za moje pojme radikalen tudi poskus Paule Fredriksen, torej poskusa reševanja te kvadrature kroga. Vendar, preden se zelo na kratko obema posvetim, je treba opozoriti še na eno stvar. Na naše današnje razumevanje tega odnosa med krščanstvom in judovstvom vpliva eno veliko zgodovinsko naključje. Tudi to zgodovinsko naključje je bilo že omenjeno, gre seveda za padec Jeruzalema in uničenje Jeruzalemskega templja. Kot je približno 15 leti prepričljivo dokazal britanski zgodovinar David Martin Goodman, je bil ta dogodek v nasprotju z vso previdnostno kramo, ki ga v interpretacijah zgodovinarjev od Jožefa Flavija do krščanskih zgodovinarjev spremlja do danes, je bil ta dogodek sad naključja, kajti za rimski način reševanja takih dogodkov, kot je bil judovski upor, je bila značilna veliko hitrejša pot razreševanja, kot je bila v tem primeru. Torej, to, da je upor trajal 4 leta, je bilo zgodovinsko naključje, ki je bilo povezano z razmerami v samem Rimu. In drugič, še večje naključje je bilo to, ne toliko to, da je bil tempelj porušen, ampak še večje zgodovinsko naključje je bilo to, da tempelj ni bil obnovljen. Kajti edini razlog za to, kar bi Rimljani v drugih primerih naredili, pa tukaj niso, je bil, da je Flavijska dinastija kot svoj edini veliki zunanji uspeh lahko prodajala zmago nad Judi v judovski vojni. In zato seveda ne Vespazijanu, ne Titu, ne Domicijanu ni bilo v interesu obnoviti templja, oziroma so ravno te ruševine spominjale na njihovo legitimacijo za vladarski položaj. In seveda, onkraj porušenja templja je praktično nemogoče se vživeti v razmere pred porušenjem templja. Kot smo slišali tudi od dr. Špeliča, je uničenje templja povzročilo radikalno preobrazbo judovstva. Ena od rezultatov te preobrazbe je bil, da je izginil v veliki meri prejšnji pluralizem, ki se poleg del Jožefa Flavija zelo jasno kaže tudi v novozaveznih besedilih, ki je sicer v glavnem omejen na konflikt ali pa na spore med farizeji in saduceji, so bile pa še druge skupine. In potem se to poenoti na osnovi verjetno farizejske usmeritve. Druga stvar pa je, da je seveda uničenje templja radikalno spremenilo ravnovesje znotraj same skupnosti Jezusovih učencev oziroma znotraj prvotne krščanske skupnosti, saj je pomen dotedanje smeri, ki je bila bolj vezana na tempelj in jo povezujemo z osebnostjo Jakoba, gospodovega brata,
ki je sploh tudi ena enigmatična figura, o kateri bi si želeli, da bi vedeli kaj več, pa žal ne vemo in nikoli ne bomo izvedeli. Je torej teža te usmeritve je seveda radikalno se zmanjšala, medtem ko je teža tiste smeri, ki je bila na tempelj manj navezana oziroma na judovstvo manj navezana, je narasla. In to, kar imamo po letu 70, je seveda zorni kot in pojmovanje krščansko-judovskega odnosa in s tem tudi krščanskih korenin te smeri, ki se je sicer tudi napajala v judovstvu, pri helenističnem judovstvu, z njegovim liberalnejšim odnosom do templja, do postave in tudi z večjo težnjo k temu, da se predpisi postave interpretirajo ne dobesedno, ampak torej alegorično. Tukaj bi, ker mi bo drugače zmanjkalo časa za oba radikalna odgovora, samo opozoril še na apostolski koncil, ki je bil danes tudi že omenjen. To je seveda ključni dogodek, katerega pomena ravno zaradi obremenjenosti s stanjem po letu 70 ne moremo več v polnosti razumeti. Toda interpretacija Pole Fredriksen se na tem mestu razlikuje od prevladujoče interpretacije. Prevladujoča interpretacija je, da je Jakobova stran, pod narekovaji, zagovarjala torej status quo oziroma običajno ravnanje s prišleki v judovstvo, medtem ko naj bi bil Pavel oziroma Pavlova stran, pod narekovaji, zagovornica novotarij. To optiko pa Pola Fredriksen obrne in po njenem mnenju je bila Jakobova stran tista, ki je zagovarjala novotarijo. Saj naj v prejšnjih primerih oziroma tudi v ravnanju mainstreamovskega judovstva ne bi bilo običajno, da bi od Boga boječih zahtevali obrezo, medtem ko naj bi Jakobova stran ravno s to zahtevo pravzaprav spor zaostrila, medtem ko naj prej sploh obreza za to vrstne ljudi, ki so se približali judovstvu, sploh ne bi bila običajna ali celo zahtevana. Seveda, večinska interpretacija je drugačna, poleg tega pa se pa zastavlja vprašanje, kakšna bi pa bila potem izraelska skupnost, če bi glavnino njenih članov predstavljali neobrezani. Tako da mislim, da z tega vidika je ta interpretacija manj verjetna. No, tako da pravzaprav že apostolski koncil, pod narekovaji, vsekakor sproži postopek ločevanja kristjanov od judovstva in je tudi izraz nekega posebnega krščanskega pečata na judovstvu. Tako da se vse po mojem mnenju veliko bolj kot mnenje, da na krščanstvu pred letom 70 ni krščanskega veliko ali pa nič, se resnici približuje razlaga, ki jo je že pred leti podal švicarski protestantski biblicist Daniel Marguerat. In sicer je pri vseh 4 temeljih, na katere so prisegali vsi Judje, ne glede na posebnosti posameznih ločin, so se kazali jasni znaki posebne krščanske istovetnosti. Pri vprašanju monoteizma je bil to vedno bolj izpostavljeni in vedno bolj božanski položaj osebe Jezusa Kristusa. Kar se tiče vere v izvolitev judovskega ljudstva, ki je bila tudi vsem Judom skupna, so jo kristjani
ohranjali, ampak so obenem izvotlili s tem, ko se spreobrnjenci iz poganstva niso več pridruževali izraelskemu ljudstvu. Potem je seveda se vloga postave manjšala v spori, pravzaprav premo sorazmerno s širjenjem Pavlovih zamisli, in pa tudi tempelj je že pred letom 70 za kristjane izgubljal pomen, saj so njihovi obredi in njihovo obredno življenje dobivalo zlasti z zametki evharistije, evharistične daritve že svoje poudarke v tem času. Tako da nikakor ne moremo govoriti o tem, da gotovo lahko rečemo, da so bili kristjani pred letom 70 Judje, vendar ne moremo reči, da pa ni bilo na njih nič krščanskega. No, in zdaj seveda samo še na hitro radikalna poskusa rešitve, ki sta se pa izoblikovala tudi že vsaj 100 let po Jezusovem križanju. Eden je bil Markionov, smo slišali že od doktorja Špeliča. Markion predlaga, da glede na to, da smo se ločili od judovstva, se dajmo ločiti popolnoma in prekinimo popkovino z njim. Pri čemer seveda je zanj stara zaveza pomembna, zato ker on ravno iz stare zaveze dokazuje, da obstaja razlika med Bogom, stvarnikom tega sveta, in Bogom ljubezni, ki naj bi ga oznanjal Jezus, vendar seveda ji pa ne pripisuje pomena za svojo krščansko skupnost in pa obreže tudi kanon nove zaveze, saj je edini evangelij, ki ga priznava Lukov evangelij, pri čemer dosledno izrezuje vse tiste dele, ki bi kazali na Jezusovo judovsko istovetnost, čime seveda rešuje tisti problem, da je dejansko ustanovitelj krščanstva ni bil član te verske skupnosti, ampak je bil Jud. In druga stvar, ki ostane v njegovem kanonu, je 10 Pavlovih pisem. Na prvem mestu, po večinskem mnenju danes, je bilo pa pismo Galačanom. To je drugače, kot je danes v ustaljenem kanonu. Pismo Galačanom seveda kot tisto, ki ga je vsaj Markion razumel kot najbolj odklonilno do judovstva. Slišali smo sicer včeraj od doktorja Matjaža, da seveda nove interpretacije zavračajo radikalna proti judovska ali pa vsaj branja proti postavi, ampak dejstvo je, da oster Pavlov jezik v pismu Galačanom, podobno kot 13. poglavje pisma Rimljanom o odnosu do oblasti, pač omogoča tudi take interpretacije. Očitno je Markion ga interpretiral že kot protijudovski spis. Torej, ni čudno, da je danes Markion uvrščen skoraj v vse preglede najpomembnejših krščanskih teologov zgodnjega časa, ker je bil v tem predlogu zavrnitve judovske dediščine seveda radikalen in inovativen. Mimogrede, tudi kasneje so zlasti v zahodnem krščanstvu veliko vlogo pri širjenju radikalnih zamisli odigrali podjetniki. Markion je bil podjetnik, je bil ladjar, tudi precej bogat. Vendar so ta Markionov predlog seveda družno vodilni teologi potem zavrnili, kar pa ni nujno pomenilo, da se je pa izboljšalo razmerje do konkretnih judov. Zato, ker se je seveda povečala s tem, ko so se opredelili proti rezanju popkovine z judovstvom, tudi želja, da bi si kristjani nekako prisvojili judovsko dediščino in rekli, mi smo pravi Izrael, Judje pa v bistvu niso Izrael. No in tu je tudi okoli leta 130, morda pa tudi v času po zatrtju Bar Korbovega upora leta 135 po Kristusu nastalo Barnabovo pismo, ki pa je ravno primer že tega radikalnega poskusa reklamiranja ali pa prisvojitve judovske dediščine
za kristjane, se pravi, Judje so dejansko postavo izgubili. Radikalni predlog avtorja Barnabovega pisma je, da so jo izgubili že v trenutku, ko so jo prejeli, ker so začeli častiti zlato tele. In seveda narobe so razumeli vse predpise postave, ki niso bili mišljeni kot dobesedno, tudi kar se tiče templja, tudi ne kar se tiče prepovedi uživanja svinjine in tako naprej. Torej, kristjani so tisti, ki dejansko pravilno razumejo postavo, zato je postava njihova, ne pa judovska. To sta torej oba radikalna predloga, ki se izoblikujeta že zgodaj, že v 1. stoletju življenja posebne krščanske skupnosti in seveda kažeta na to, da bo ta odnos med krščanstvom in judovstvom temeljni odnos, obenem pa tudi odnos, ki se nikoli ne bo mogel znebiti določenih paradoksov, in vsaj moje osebno mnenje je, da ti izhodiščni paradoksi ohranjajo svojo veljavo tudi danes. Hvala lepa.